Dober večer. Dobrodošli na današnjem Goriškem večeru, ki ga v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve organiziramo tukaj na kapeli nad Novo Gorico. Hvala vam, da ste si vzeli čas v tem zimskem večeru, ki ni prav mrzel, ampak tudi ne preveč topel, ne? Torej, to lepo število tukaj nam vedno znova dokazuje, da so teme, ki jih tukaj predstavljamo, in ta srečanja še kako živa in potrebna. Posebej toplo pozdravljam našega gosta, doktorja Aleša Maverja, zgodovinarja, docenta na Filozofski fakulteti v Mariboru, publicista in še marsikaj. Posebno pa je treba poudariti, da je eden najbolj ostrih kritikov sodobne družbe, sodobnih političnih tokov pri nas. Danes se bo z njim pogovarjal dr. Matic Batič, kako preteklost še vedno tiho, a glasno oblikuje našo sedanjost, zakaj so vrednote slovenske osamosvojitve aktualne in kako lahko misleči posameznik išče svojo pot. Pričakujem pogovor, iskriv pogovor in zanimiv. Lep večer. Dober večer, tudi z moje strani, upam, da se me sliši. Torej, spoštovani obiskovalci, spoštovane obiskovalke, najprej vsi lepo pozdravljeni. Veliko veselje mi je, da vas danes lahko pozdravim na tem pogovornem večeru z doktorjem Alešem Mavrom o predstavitvi njegove knjige Kako je misleči človek hodil skozi čas. Nekaj besed o našem današnjem gostu je že bilo rečenih, ampak vendarle bi rad tudi sam še nekaj dodal. In sicer Aleš ni zgolj zgodovinar, ni zgolj akademik, ni zgolj tudi publicist, ampak lahko bi rekli, da je v današnjem svetu nekaj posebnega. Namreč je eden redkih slovenskih zgodovinarjev, ki so svojim delom v zadnjih letih presega to tako rekoč že zelo ukoreninjeno specializacijo, torej zaverovanost in zaprtost v neko svojo ozko zgodovinsko temo, saj ne objavlja zgolj del s področja antične zgodovine, ki je sicer njegovo primarno področje, ampak objavlja znanstvene razprave tudi z področja zgodovine 19. in 20. stoletja. Kot rečeno, je Aleš tudi zelo plodovit publicist in komentator aktualnega političnega dogajanja. Dodal bi, da je politika, zlasti zgodovina političnih strank in različnih političnih sistemov tudi drugače ena izmed njegovih glavnih strasti. In glede tega lahko rečem na podlagi lastne izkušnje oziroma na podlagi številnih dolgih pogovorov o teh temah, da ima zares enciklopedično znanje na tem področju. Z malo kom bi drugače v Sloveniji še lahko recimo debatiral o recimo avstralski oziroma zgodovini avstralskih političnih strank ali pa kaj podobnega. Če sklenem, bi na koncu rad rekel še to, da bi ob njegovem delu veljalo zlasti izpostaviti, da res presega to podobo, kako bi rekel, tega hermetičnega akademika, zaprtega v nek svoj slonokoščeni stolp, ki se omejuje na pisanje težko razumljivih oziroma težko berljivih tekstov, namenjenih zgolj nekemu zelo ozkemu oziroma zelo ozki strokovni javnosti. Njegovo pisanje je namreč živo, polno anekdot, pogosto tudi humorja. In vse to mislim, da v veliki meri res velja tudi za to knjigo, o kateri se bova danes pogovarjala, ki predstavlja nič manj kot poskus nove predstavitve celotne človeške zgodovine na nekoliko drugačen način. Glede na to, Aleš, da se že kar nekaj let poznava, upam, da mi ne zameriš, če se seveda danes tikava.
Torej, mogoče bi se na začetku dotaknila same odločitve za pisanje te knjige. Odločil si se namreč za zelo ambiciozen podvig, namreč napisati novo svetovno zgodovino. Za posameznega avtorja v slovenskem prostoru to vsekakor ni nekaj vsakdanjega, pa tudi v mednarodnem oziroma svetovnem ne. Zanima me torej namreč predvsem to, zakaj si se sploh odločil za kaj takega, za tak podvig in kako se tvoja nova knjiga, kako je misleči človek hodil skozi čas, razlikuje od ostalih pregledov svetovnih zgodovin oziroma svetovne zgodovine, ki jih že imamo tudi v slovenskem jeziku. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil za povabilo v kraje življenja mojih primorskih prednic in prednikov, ki so pred italijansko zasedbo prebežali na Štajersko, tako kot mnogi Primorci. Zahvalil bi se pa tudi tebi, Matic, v veliko čast in veselje mi je, da se ravno midva nocoj pogovarjava, kajti, kot si deloma že nakazal, si eden mojih najbolj priljubljenih sogovornikov v današnjem času in tako kot mi je veselje vedno znova debatirati s tukaj navzočim domačinom, doktorjem Renatom Podbersičem, so tudi pogovori s teboj vedno užitek in kadar se slišiva, je redko, da pogovor traja manj kot 45 minut, kar je mogoče bolj značilno za pripadnice lepšega spola sicer, ampak midva sva tudi zelo dolga, ker imava res veliko tem, o katerih se z veseljem pogovarjava in seveda tudi Matic me velikokrat šokira s svojim podrobnim poznavanjem dogajanj in procesov v najrazličnejših delih sveta. Imava pa tudi eno veliko skupno točko, to je, mislim, da obema zelo ljuba Nemčija oziroma Vaterland, o kateri se morda celo največ pogovarjava. Sedaj pa to ni bil poskus, da bi se izognil odgovoru na tvoje vprašanje. Pravzaprav je zamisel napisati knjigo, ki je sedaj pred nami, izšla iz čisto nedolžnega povoda, kajti ko sem pred leti pri Mohorjevi družbi izdal eno od prejšnjih knjig Od klinopisa do Teodore, to je pregled staroveške zgodovine, mi je seveda močno zrasla samozavest, kajti verjetno je že marsikdo doživel občutek, da kot avtor držiš v rokah svojo knjigo, potem se ti za nekaj trenutkov zdi, da je ves svet tvoj. In v tem trenutku slabosti sem zinil, da bi pa mogoče kdaj napisal tudi pregled celotne svetovne zgodovine, kar so na Mohorjevi družbi posvojili, si zapomnili in me potem vsake toliko časa, vsakih nekaj mesecev na to obljubo spomnili. Malo sem se izmikal, malo sem zamujal z oddajo besedila, ampak na koncu je bil skrajni rok tu in treba je bilo tekst oddati. Seveda sem, takoj ko sem se zares lotil pisanja knjige, ugotovil vsaj dve boleči stvari. Prva je ta, da sem kljub temu, da že imam prve s starostjo povezane težave, kakšnih 15, 20, mogoče celo 25 let premlad za tak projekt, kajti v zgodovinopisju je vseeno tako, da večina osnovnega dela se stoji iz branja virov in tistega, kar so napisali drugi zgodovinarji, tega se pa ne da narediti drugače kot z nabiranjem kilometrine in tukaj mi je pač nekaj kilometrine zmanjkalo. Druga težava, na katero pa nisem pomislil ob obljubi, je bila, da če pišeš svetovno zgodovino, potem je treba kaj malega povedati o vsakem kotičku
našega sveta in vsaj oddaleč pojasniti njegovo preteklost. In tukaj se je jasno pokazalo, da o marsikaterem delu sveta sem že nekaj vedel, o nekaterih se mi je malo svitalo, nekateri pa so bili zame skoraj popolna tabula rasa in so tam v mojem znanju zevale ogromne luknje, ki sem jih poskušal potem zabetonirati med pisanjem. Bojim se, da se ob natančnem branju knjige zelo dobro vidi, kje so bile luknje večje in kje manjše, vam pa vendarle ne bom že zdaj izdal, kje so bile večje, ker mogoče pa kdo ne bo opazil, da je kakšna luknja še nezadelana. Zdaj, res pa je, da je glavno vprašanje, ko se lotiš pisanja svetovne zgodovine, kako prikaz zastaviti. Med pripravami sem prebral kar nekaj podobno kratkih pregledov svetovne zgodovine in skoraj vsi so me navdušili in mi je bilo pri vsakem skoraj samo žal, da ga nisem jaz napisal. Na koncu pa sem poskušal biti vsaj malo izviren, vsaj pri svoji zasnovi, kjer pa me je motiviralo spet eno spoznanje, do katerega sem počasi prihajal skozi leta s poučevanjem zgodovine. Velikokrat se namreč zgodi, da ljudje, ko jim poveš, da uči zgodovino, rečejo, joj, zgodovine nikoli nisem maral, vedno mi je šla na živce, to ni za mene, same letnice, sami podatki, sama imena in nobene povezave z našim življenjem. Verjetno ste vsi, ki ste se kdaj ukvarjali z zgodovino, naleteli na podobne odzive. Pri tem pa je vsaj osnovno poznavanje zgodovine, vsaj po mojem mnenju, temeljnega pomena za razumevanje sedanjosti. Res pa je, da pouk zgodovine na katerikoli stopnji od osnovne šole do fakultete ne zna spostaviti vedno tega mostu, da bi ljudje imeli občutek, da jim poznavanje preteklosti vendarle pomaga tudi s soočanjem s sedanjostjo. Zato sem, ko sem bil bolj kot Pilat v veroizpovedi član komisije za prenovo učnih načrtov za zgodovino v osnovni šoli, prišel na heretično misel, da je bilo morda tudi pri načrtovanju pouka zgodovine bolje, če bi izhajali iz današnjega stanja in potem poskušali učenkam in učencem pojasniti, kako smo do sem prišli. In to je bil glavni cilj moje knjige, se pravi, orisati danes in potem skušati razložiti, kako je ta danes nastal. Mogoče je v kakšnem delu to bolj uspelo, v kakšnem pa manj. Veliko izvirnega seveda v takem pregledu ne more biti, ampak tukaj si pa vendarle domišljam, da zasnova časovna, pa tudi zemljepisna je nekoliko izvirna. Ja, torej posebno naracijo si že omenil, to je gotovo izvirno. Moram priznati, da ne vem, če sem že kdaj bral tako zasnovano svetovno zgodovino, mislim, da res ne, no. Priznam pa tudi, da seveda moje znanje na tem področju ni popolno. Druga stvar pa je, kot si torej že ravno tako izpostavil, posebna geografska zamejitev oziroma razdelitev sveta, in sicer si poseljene celine, torej z izjemo Antarktika seveda, kjer ne živi stalno človeško prebivalstvo, razdelil nekako na 4 večje sklope. In sicer prvi sklop sestavlja Afrika in lahko bi rekli Zahodna Azija, potem drugi sklop sestavlja Južna Azija, potem sledi Vzhodna Azija in na koncu še tako imenovani Zahod.
Tako da gotovo je to delitev, ki je ravno tako precej nekonvencionalna, bi si drznil reči, pa me zanima, zakaj si se odločil ravno za tako razdelitev oziroma zakaj se ti zdi smiselna v primerjavi z recimo bolj klasičnimi delitvami? Kot sem se spraševal, kako sploh zasnovati svoje besedilo, sem se poleg težav s časom soočal tudi s težavo s prostorom, kajti velik izziv pri razlaganju zgodovine planeta je v tem, da so na različnih delih sveta istočasno potekali lahko zelo različni procesi, tudi na zelo različnih razvojnih stopnjah in se človek težko znajde, ko preskakuje sem ter tja. Zato sem se odločil za relativno togo razmejitev posameznih delov sveta, se pravi, v vsako poglavje se začne tako rekoč iz točke nič oziroma iz sedanjega stanja, kar mogoče pri kakem bralki in bralcu bo povzročilo, da zaradi dreves ne bo videl gozda, pa tudi kakšna stvar se ponovi, ampak to je pri takem delu bolj ali manj neizogibno. Potem pa me je zelo navdušil pristop, ki ga je ubiral nemški zgodovinar Ewald Frie, ki je napisal tudi kar precej berljivo svetovno zgodovino, ki je drugače kot moja tudi bogato ilustrirana. In on je vedno pri vsakem poglavju, sicer časovno se je držal običajne razporeditve, izhajal iz zgodbe nekega za določeno obdobje ali pa za določen zemljepisni kos značilno mesto. Da ne bi tega čisto preplonkal, sem potem z veseljem ugotovil, da obstaja na internetu kar nekaj predlogov, kako se da Zemljo razdeliti na več enakih delov, ki imajo približno enako število prebivalcev, in na koncu se je izkazalo, da je mogoče najboljša delitev na 4 dele. Tu pa je tudi bilo kar nekaj predlogov, pri čemer sem se potem odločil za tistega, ki se mi je zdel najbolj smiseln, ker poleg tega, da ima vsak od delov, ki so tema posameznih poglavij, približno 2 milijardi prebivalcev danes, vsaj deloma združuje kose sveta tudi po kulturno-civilizacijski podobnosti. Zame je bilo predvsem odločilno, da sem dobil kot skupno enoto tako imenovani Zahod oziroma namenoma uporabljam izraz kolektivni Zahod, ki je sicer v glavnem besedna zveza, kot jo uporablja sedaj propaganda Putinovega režima, ampak lahko bi rekel, da je to neke vrste maščevanje malega Kitajčka, ker sem tudi Rusijo vključil v ta kolektivni Zahod. Poleg tega pa k temu kolektivnemu Zahodu spada seveda Evropa, obe Ameriki in pa Avstralija in Oceanija, ki sicer zemljepisno ne bi spadala k Zahodu, spada pa kulturno, civilizacijsko, pač glede na prevladujoči vsebinski tok sedaj. Potem pa sem seveda sledil na podlagi te osnovne točke tudi razdelitvi na ostale 3 dele. Kot rečeno, eno je Južna Azija, pa Vzhodna Azija, se pravi Kitajska, Japonska, Indokina. Mogoče je res največ razlage potrebne pri združevanju Afrike in Zahodne Azije oziroma Bližnjega vzhoda. Samo po eni strani je ta razdelitev vendarle smiselna zemljepisno, saj Egipt
nastopa kot neke vrste vezni člen zemljepisno. Po drugi strani pa najdemo tudi kaj precej podobnosti v razvoju, zlasti če gledamo obdobje evropske prevlade oziroma obdobje evropskih kolonij v poznem 19. in 20. stoletju, kjer je tako za mnoga afriška okolja, kot tudi za Bližnji vzhod značilno precej vlečenje političnih meja precej na pamet. Recimo, da sta to neki dve povezovalni točki tega prostora. Ja, zaključil si ravno s to omembo kolonizacije, ki gotovo je ena izmed osrednjih značilnosti afriške in tudi bližnjevzhodne zgodovine, vsaj novejše, morda še toliko bolj v naši današnji zahodni kolektivni zavesti, kar je tudi zanimivo konec koncev, ampak vendarle, če torej to vzameva kot neko izhodiščno točko, me zanima, kakšno je tvoje mnenje o dejanskem vplivu tega procesa na današnje stanje v tem delu sveta. Namreč Afrika nekako že skoraj, kako bi rekel, prislovično velja kot obdobje, mislim, kot pač območje neke hude revščine, politične nestabilnosti in podobno, kar se običajno povezuje ravno s to dediščino kolonializma. Kaj bi rekel o tem, da drži ali morda vendarle obstajajo še nekateri globlji dejavniki? Ja, to je gotovo zelo pereče vprašanje tudi z vidika evropske kolektivne zavesti, o kateri bo gotovo koristno še kaj reči v nadaljevanju. Zdaj jaz bi tu dodal še to poglavje v Afriki in Bližnjem vzhodu je relativno dolgo, poleg tistega o kolektivnem zahodu je najdaljše. Hkrati pa se mi zdi, da se je za pravilno izkazala moja odločitev, da ga postavim na prvo mesto, kar je tudi iz vsebinskih razlogov, ampak tudi zaradi tega, ker me je bilo strah, da bi, če bi začel v tistem delu sveta, ki nam je sicer najbližji, da bi se tam popolnoma izgubil v podrobnostih in bi potem, 80% knjige bilo posvečenega ravno Zahodu. Še vedno je to zahodno poglavje pod narekovaji najdaljše, obsega skoraj polovico vse knjige, ampak nekoliko sem pomirjen, ker se mi zdi, da vsaj do zadnjih 10-15 let večina evropskih pregledov svetovne zgodovine boleha za to boleznijo. Dodal bi tudi še to, da je relativno velika pozornost posvečena Afriki ali pa tudi ta navzočnost Afrike, kot si sam rekel, nerazvite, zanemarjene celine, ki jo je Evropa, kot celo naslovljene knjige je, da jo je Evropa podrazvila. Je to tudi dediščina naše, vsaj že šolskega izobraževanja naše generacije, ki je potekalo še vedno v času socialistične Slovenije in socialistične Jugoslavije. Jugoslavija pa je bila jasno vodilna država v gibanju neuvrščenih. In ta osredotočenost na gibanje neuvrščenih je povzročila, da je vsaj za našo generacijo še zelo značilna čisto posebna podoba sveta, ki je na svoj način manihejska, ker na eni strani so dobre, manj razvite države, takrat sicer nismo še poznali tega pojma globalni jug, to je v bistvu del novoreka, ki se zdaj uporablja, ampak danes bi rekli temu globalni jug. Na drugi strani so pa zlobne, hudobne, zatiralske, razvite, bogate države s polnimi ritmi, predvsem na Zahodu. In ta predstava o svetu se je zelo vtisnila, mislim, da kar
celotno mojo generacijo in starejše generacije, ampak vendarle je imela eno pozitivno stran, to pa je, da smo Slovenci pa Jugoslovani imeli vsaj neko osnovno predstavo o teh afriških državah. Njihova imena so nam odzvanjala v ušesih, Zimbabve, Zambija, Malavi, Uganda in tako naprej, pa potem tisti njihovi voditelji, ki so jim mediji občasno peli prave hvalospeve. Torej, in zato mogoče je bilo celo to zemljepisno znanje pa znanje politične geografije v Sloveniji boljše kot pa v zahodni Evropi. Oziroma to, da ti poznaš neke afriške države pa afriške voditelje, je prej sodilo k splošni izobrazbi kot pa v Nemčiji, na primer. Vsaj v zahodni Nemčiji, vzhodni Nemčiji je bilo verjetno podobno kot pri nas. Zdaj, kaj se pa tiče razlogov za to zaostajanje Afrike, če temu tako rečemo, seveda je politični pristop evropskih držav odigral svojo vlogo. Na eni strani, kot rečeno, ne moremo mimo dejstva, da je veliko današnjih afriških držav nefunkcionalnih zaradi tega, ker so velike evropske sile med seboj povezovale ozemlja, ki po nekaterih značilnostih ne sodijo skupaj. Predvsem, ker gre za to, da niso upoštevale skupnega življenja bistveno različnih skupnosti. Recimo, mogoče najbolj tragičen pa najbolj znan primer je Ruanda in Burundi, kjer je belgijska oblast utrjevala premoč manjšinskih Tutsijev na račun večinskih Hutujev, kar je seveda potem v 90-ih letih pripeljalo do katastrofe. Podobno je na primer v Keniji, kjer imamo med seboj precej raznorodno prebivalstvo in so še danes zemljevidi rezultatov predsedniških volitev precej jasno kažejo to plemensko razdelitev. To je gotovo en velik minus. Drugi minus je pa to, da so se evropske države tudi potem, ko so se odrekle kolonijam, kar je bil mogoče tudi en proces, ki je prišel vsaj deloma nepričakovano v takem obsegu in pa tako hitro in pogosto tudi ne dovolj načrtovano, ker recimo, če pogledamo belgijski Kongo, spet kot eno precej problematičnih držav, so Belgijci, ko so ugotovili, da ne bodo več dolgo kos položaju, dobesedno čez noč pobegnili. Podobno kot so Britanci pobegnili iz palestinskega mandata. In to so pomembni gradniki sedanjega stanja. Če pa bi iskali globlje, potem ugotovimo, da je Afrika res prednjačila kot središče človekovega razvoja v najzgodnejših obdobjih, potem pa pravzaprav ne več, če odmislimo Egipt, ki je nekako obrobna afriška država ali pa tudi še nekatere druge dele Severne Afrike, ki so bile tesno povezane z dogajanjem v Sredozemlju. Tukaj pa bi vendarle bilo najbrž treba tudi upoštevati neko splošno okoliščino, da so bile naravne razmere v Afriki zelo ugodne za zagon človekove civilizacije.
potem pa pravzaprav je bila mogoče v določenih območjih narava celo preveč radodarna do človeka in je zahtevala manj osebnega vložka, kot je bilo pa to recimo potrebno v nekem zmerno toplem pasu. In tukaj mislim, da je kar nek globinski razlog. Potem je seveda eden od vidikov tudi relativna šibka zastopanost pisave, kar nam sicer na eni strani tudi preprečuje dobro razumevanje tamkajšnjega dogajanja, kajti pisava je potem igrala pomembno vlogo zlasti tam, kamor sta se razširila krščanstvo in islam, drugje pa ne. Danes sicer poskušajo v zahodni zgodovinski znanosti reševati to težavo, da v starejših obdobjih, potem seveda po tistem najzgodnejšem, Afrika ni tako zelo navzoča, poskušajo reševati z širjenjem definicije, kaj je to civilizacija ali kaj je to razvita kultura. Ker ko smo še mi študirali, je veljalo za civilizacijo kot osnovni pogoj, recimo raba pisave, jasna delitev dela, mestne naselbine. Zdaj pa se to v zadnjem času poskuša širiti, recimo z opozarjanjem, da obstajajo pa tudi kulture, ki so spominske, ampak tu smo šele na začetku. No, mogoče bi pa kot zadnjo stvar pa vendarle omenil ta fenomen afriških samodržcev, s tem, da je treba povedati, da seveda v tem našem neobveščenem svetu smo te samodržce velikokrat celo idealizirali. Recimo jaz se spomnim, da je ena od mojih najpomembnejših učbenikov zgodovine, Kdo je ustvarjal zgodovino, ki je izšel tam leta 1988. Tam je kot en zadnjih likov tudi dolgoletni zimbabvejski predsednik Robert Gabriel Mugabe. In tam se spomnim, da je podnapis pod eno sliko veliki afriški humanist Robert Mugabe, on sedi na stolu, bere knjigo in si res misliš, sploh jaz kot 10-letni otrok, Marička, ta je pa res bil sama ljubezen do človeštva, ga je držala skupaj. Ampak mislim, da ta fenomen je tudi malo gre na rovaš zahodnih demokratičnih držav, ki so pa vedno stavile, ne samo v Afriki, ampak tudi v vzhodnji Evropi na takšno ali drugačno stabilnost. Se pravi, zanje je bilo najpomembnejše res to, da surovine prihajajo, niso pa, ali pa nismo pa bili dovolj pozorni na to, kakšna je cena te vsaj navidezne stabilnosti in seveda nekateri liki, tu v knjigi sicer kot zgled takega navajam Mobutuja, ampak imamo pa tudi še aktualne primere, kot je recimo kamerunski predsednik Paul Biya, ki je pred nedavnim z 92 leti nastopil nov predsedniški mandat, mislim, da je 6-leten, ali pa recimo Yoweri Museveni, ki je pravkar se dal spet izvoliti za 7. mandat predsednika Ugande. Tako da to je tudi en fenomen, ki mislim, da je deloma posledica obdobja kolonializma, vendar mislim, da bi bilo treba tudi nanj gledati iz neke širše perspektive. Ja, hvala za ta zelo obsežen odgovor. Mislim, da si zelo dobro predstavil, kako so korenine tukaj res marsikje globlje, kot ta popreproščena črno-bela slika, čez da smo vsega nekako krivi mi. Pa
No, dalo bi se gotovo tudi reči, kako ne. Mislim, kakšno besedo o tem, kako Evropa rešuje te težave, ne, z odsotnostjo recimo temu klasične oblike civilizacije v Afriki. Ne. Nedolgo tega ne, je precej pozornosti vzbudila zanimiva teza, ne, ko so hoteli Ptolemajsko dinastijo nekako v Egiptu razglasiti za temno polto in gotovo bi se našlo še kaj podobnega. Ne. Če si že dal to izhodišče, bi vseeno, mislim, da bo zelo zanimivo čez nekaj desetletij spremljati ravno dinamiko te debate o Ptolemajski dinastiji, ne, ker torej Ptolemajska dinastija je seveda po poreklu makedonska, se pravi Ptolemaj, praoče te dinastije je bil soborec Filipa II. In potem Aleksandra Velikega, se pravi makedonski plemič, hribovec, in njegovi potomci so potem vladali Egiptu 300 let. In seveda, kolikor je meni znano, pa se nisem posebej ukvarjal s to razpravo, je bil prvotni odgovor zgodovinske stroke in arheologov nedvoumen, da to enostavno ni mogoče, medtem ko se je pa pod vplivom sodobnih trendov in politične korektnosti tudi v znanstvenih krogih ta odgovor začel precej nagibati k temu, da pa vendarle določeno tehnost tej tezi tudi priznavajo, ne, čeprav je to bolj kot tisem spremenjenih zunanjih okoliščin, kot pa da bi se spremenilo kaj v zvezi z Ptolemajevim poreklom in poreklom njegovih. Se moramo upoštevati to, ne, da vemo, ne, iz virov številnih, da so pač Ptolemajci podobno kot starejše faraonske oziroma domače egiptovske faraonske dinastije pač prakticirali incest, ne, oziroma poroko bratov in sestra, ne, tako da kako bi se lahko potem znašli temnopolti faraoni sredi Aleksandrije, je res zanimivo, ne, ampak no. Je pa res, da se zgodovina vedno spreminja. No, seveda je pa to povezano tudi z drugim vprašanjem, nekako pa zdaj predstavljati te zgodovinske like iz antike ali pa celo iz poznejših obdobij, ne, in zdaj vidimo, da v zgodovinskih filmih in nadaljevankah je močna tendenca k iskanju, kako se to po slovensko reče, raznolikosti oziroma diverzitete, ne, tudi tam, kjer pravzaprav zgodovinski viri tega ne podpirajo, ne. Zato bi tudi bilo zanimivo pogledati, recimo, katere igralke so skozi čas upodabljale, recimo Kleopatro VII, ne, kot zadnjo predstavnico Ptolemajske dinastije. Vsekakor. Torej, mislim, da sva že kar lepo začela s tem pregledom vsebine. Seveda vseh točk se ne bova mogla dotakniti, gre navsezadnje z vso svetovno zgodovino, ampak vendarle vsaj s kakšnim vprašanjem bi se dotaknila vseh 4 izmed teh poglavij oziroma geografskih delov sveta, kot si jih zamislil, tako da predlagam, da mogoče se premakneva k Južni Aziji, ker seveda prednjači Indija. Tudi Indije danes recimo običajno ne povezujemo ravno z visokim življenjskim standardom, ampak zanimivo je to, ne, da v preteklosti so dejansko bila obdobja, ko je Indija, lahko bi rekli, bila nekakšen popek sveta, ne. Na to navsezadnje nakazuje že znan slovenski rek Indija Koromandija. Ime Koromandija mimogrede seveda ni izmišljeno, ne, ampak izhaja iz tako imenovane koromandelske obale oziroma vzhodne obale Indije. Tako da me bi te vprašal, če mogoče nam spregovoriš nekaj o tem, no, o teh manj znanih, recimo temu zlatih vidikih indijske civilizacije. Ja, no, to premikanje zemljepisnih težišč razvoja je verjetno ena od tistih stvari, ki jih je najtežje prvič tudi, da je najprej človek osebno razume, potem pa tudi kako to predstaviti pri poučevanju zgodovine. Jaz vedno navedem kot klasičen primer vprašanje, ki ga zelo rad zastavim študentkam in študentom,
na izpitu, namreč kateri del rimskega cesarstva si je kot svoje območje izbral cesar Dioklecijan, ko je razdelil cesarstvo najprej na 2 dela, pa potem na 4. Odgovor je skoraj vedno, da si je izbral zahodni del in to se nam danes zdi logično. Ne. Zahodni del velja pač za razvitejšega, za gospodarsko uspešnejšega, za sodobno Indijo, Koromandijo. Seveda pa v Dioklecijanovem času je bil vzhodni del ne samo bolj obljuden, ampak tudi gospodarsko in družbeno razvitejši del rimskega cesarstva. Podobno je zdaj tukaj tudi z Indijo. Očitno se ta slovensko poimenovanje Indija, Koromandija in evropska predstava o Indiji, čeprav so gotovo obstajala tudi druga obdobja, ko je bila Južna Azija ali indijska podcelina eno od najpomembnejših težišč razvoja, nanaša predvsem na obdobje evropskega zgodnjega novega veka. Seveda to tudi čas, ko je Evropa bolj spoznala Indijo z evropskimi zemljepisnimi odkritji in zlasti na čas tako imenovanih Mogulov. To pomeni vladarjev, ki so bili po poreklu Mongoli in so jih zato imenovali v tem indijskem kontekstu Moguli in danes govorimo o Mogulskem imperiju. In skoraj neverjeten je podatek, da je v času Akbarja Velikega, najuspešnejšega med temi mogulskimi vladarji, v začetku 17. stoletja, Indija v tej industrijski, oziroma predindustrijski proizvodnji prispevala približno 30% svetovnega bruto domačega proizvoda. Danes mislim, da sicer sem že pozabil podatek iz njega, mislim, da prispeva 5%. In zdaj tu res težko pojasniti, ne, kaj je bilo takrat drugače, oziroma kaj se je potem tako dramatično spremenilo. Očitno je takrat Indija, ta mogulski imperij, bil seveda tudi tehnološko razvit, potem je pa imel predvsem zelo velik izvoz zlasti tekstilnih proizvodov v Evropo, medtem ko Evropa na drugi strani ni mogla česa velikega ponuditi in je zato od tam prihajalo iz Evrope veliko zlata in srebra, kar je jasno višalo standard. Očitno je pa vsaj del te mogulske politike izvajal tudi učinkovito pobiranje davkov, sicer so bili visoki, ampak vsaj v najpomembnejšem obdobju taki, da niso še zadušili kmečkega prebivalstva. Potem je pa vendarle nekoliko lažje odgovoriti, zakaj se je pa to spremenilo, ker tukaj se pa pojavi vzorec, ki je pa znan iz vseh zgodovinskih obdobij, torej večje državne tvorbe so zelo nagnjene k temu, da se na neki točki lokalni oblastniki vedno bolj osamosvajajo, potem začnejo med sabo obračunavati, se boriti za oblast in to sčasoma imperij tudi gospodarsko spodje in zmagovalci tega razvoja so bili čez približno 150 let Britanci oziroma njihova vzhodna indijska družba, ki je pa potem seveda tudi to bogastvo Indije nekako kanalizirala v veliki meri k sebi. Kot enega pomembnih dejavnikov pa teh notranjih napetosti, ki so pravzaprav
spodkopali stabilnost in gospodarsko moč Indije v novem veku, pa mnogi omenjajo tudi, tudi poznamo iz številnih zgodovinskih obdobij, da je muslimanski vladar vladal prebivalstvu, ki je bilo večinsko ali pa v zelo velikem odstotku druge, v glavnem hindujske vere, in nekateri vladarji so razumeli, da si ne morejo privoščiti preganjanja tega večinskega prebivalstva, nekateri pa tega absolutno niso razumeli in so poskušali potem seveda svojo vero, ali pa, da bi se to ni nujno, da je vedno vera, lahko je tudi kakšna predstava o tem, kako naj bi bila družba urejena, ampak v indijskem primeru je šlo za vprašanje vere, seveda nasilno vsiliti tudi nemuslimanski večini v tem primeru. Recimo kak drug primer je pa, da mi pride recimo na tako imenovana bela revolucija iranskega šaha Reze Pahlavija v 60. in 70. letih 20. stoletja, kjer sicer ni šlo za to, da bi poskušal vsiliti neko drugačno vero, ker tudi on bil musliman, ampak je poskušal zelo na hitro in na silo izpeljati neke družbene reforme, ki pa seveda pri večini prebivalstva niso naletele na plodna tla in režim se je moral zatekati k vedno večji represiji, rezultat je bil pa pravzaprav, lahko mislim, vsaj po mojem mnenju, je bil katastrofalen. No. Ja, mislim, taki procesi so lahko konec koncev v nekaterih primerih tudi vodijo k nekemu vzponu, ne, pač če vzamemo recimo primer Japonske, ne, v drugi polovici 19. stoletja je to potem vodilo k tej res izjemni japonski ekspanziji, ne, ki je potem konec koncev kulminirala, ne, v tem res izjemno drznem, bi lahko temu rekli, ne, odločitvi, da sprožijo vojno proti Združenim državam in tako dalje. No, ampak, gotovo je to zelo dober nasprotni primer, ker očitno, da tu pa je vse, gotovo je bilo treba zelo veliko notranjih nasproti premagati, zato strategijo odpirali na to, da mislim, da je šele nekaj desetletij prej so morali Američani nasilno izsiliti odprtje Japonske, ne. Potem pa vendarle to odpiranje, tako da to je dober primer, ne, ampak je pa veliko primerov, kjer pa recimo take hitre revolucije niso dolgoročno dale sadov, recimo celo v Turčiji se človek vpraša, ali je bila Atatürkova revolucija na dolgi rok uspešna. Vsekakor. No, vrniva se še malo k Indiji. Indija gotovo nekako vzbuja, vsaj v zadnjih desetletjih, veliko fascinacijo na tem, recimo temu zahodu, ne, kot bi ga lahko imenovali, oziroma kot si ga poimenoval, tudi zaradi te svoje posebne civilizacije in z njo povezane duhovnosti, ki v številnih vidikih odstopa od te naše monoteistične tradicije, tako da mogoče, če bi spregovoril še kakšno besedo o posebnosti indijskih religij oziroma vsaj glavnih dveh, ki seveda izvirata iz tega prostora. Ja, no zdaj, ko si že omenil to fascinacijo z indijskim verskim izročilom na zahodu, gotovo to zgodovinskega vidika ni nekaj izjemnega, ker se mi zdi, da zelo podobni procesi so se odvijali v rimskem cesarstvu, ko govorimo o zahodu, kjer so ravno tako orientalski kulti imeli velik vpliv in spodbujali veliko zanimanje, s tem, da mislim, da je naslednja podobnost tudi v tem, da
je pri prenosu teh kultov na zahod, v tem primeru v rimski svet, prišlo ravno tako kot pri indijskih kultih do številnih sprememb oziroma prilagoditev, tako da je pravzaprav vprašanje, ne, ali tisto, kar na zahodu velja za indijsko ali daljnovzhodno prvino, ne, ali bi tudi v Indiji to še prepoznali kot popolnoma svoje izročilo. Enako velja recimo v rimskem primeru za mitraizem, ne, za katerega se sedaj nagibajo k oceni, da je seveda izhaja z vzhoda, ampak da je pa vendarle obliko, kot jo mi poznamo iz rimskega sveta, dobil v rimskem pristanišču Ostija. Tako da bi tudi za mnoge oblike indijske duhovnosti na zahodu verjetno ugotovili, da so še šele na zahodu pridobile sedanjo obliko. Konec koncev tudi v sami Indiji je prišlo do nekih sprememb, ne, ravno pod vplivom zahodne oblasti. No, najbolj znan primer seveda, ne, ta odprava tako imenovanega satija. Ne, to je vseeno se teh 190 let britanskega vpliva, pa tudi približno, ne, jasno, da se pozna. Ne. Drugače pa, tako kot se recimo v rimskem primeru, se človek vpraša, zakaj so postali kulti Mitre ali pa Kibele ali tudi drugim tako imenovanim misterijski kulti ali pa Izidin kult iz Egipta tako popularni v rimskem svetu, je tam odgovor relativno preprost, kajti očitno rimski kulti svojo izredno formaliziranost, kjer je šlo pravzaprav za to, da si ti pravilno izvedel obred, ni pa bilo nekega čustvenega odnosa do božanstva, da so orientalski kulti zapolnjevali to vrzel, ne, v glavnem, ne vedno. Ena od stvari je bila pa verjetno tudi, da so obljubljali posmrtno življenje, ki v grško-rimskih kultih nikakor ni bilo v ospredju. Zdaj pa, zakaj pa potem ta priljubljenost indijske duhovnosti v vzporednem sistemu, torej tudi je seveda zelo možno, zlasti v zahodnji Evropi, da so vsaj nekatere oblike krščanstva dojete kot pretirano racionalne ali racionalistične. Jaz pa vidim recimo tudi eno privlačno točko v nauku o reinkarnaciji, za katerega je možno, da je marsikomu kot koncept bližja od tega, da ima človek samo eno priložnost, ki jo lahko tudi zapravi, če seveda sledimo bolj pesimistični razlagi onostranstva. In mogoče pa je nasploh za sodobnega zahodnjaka nepredstavljivo, da bi imel samo eno priložnost in mu je veliko bližje, da jih bo še z veliko. Drugače pa seveda je mogoče ena od posebnosti indijskega razvoja tudi ta, da je budizem nastal v Indiji kot odgovor na posebnost indijskega hinduizma, zlasti ko gre za strogo delitev ljudi na kaste. Ne. Budizem je temu sistemu nasprotoval, vendar je potem zanimivo, da v Indiji dejansko ni tudi obstal. Ne, danes v Indiji budizem obrobna verska opredelitev, se je pa razširil v mnoge druge dele Azije, tudi na Kitajsko in Japonsko.
Zanimivo, konec koncev tudi to, ne, kar mogoče manj ljudi ve, ne, da so nekateri deli Indije, ki so tudi tako rekoč 90% krščanski, ne, sicer manjši deli, ne, ampak vendar. Točno imamo nekaj enot, kjer so kristjani v absolutni večini, čeprav se meni zdi še vedno najpomembnejša prisotnost kristjanov v zvezni državi Kerala, ne, ki je približno petina sicer samo, ampak je to velika država in kar je mogoče tudi ena posebnost, ki si jo v Evropi morda težje razložimo, da je Kerala verjetno država, oziroma pač ni država, ki je bila samostojna, ampak je zvezna država Indije, kjer so bili verjetno komunisti največ časa na oblasti po demokratični poti. Se pravi, na eni strani največ kristjanov, na drugi strani prevlada komunistov. In pa še tretja značilnost Kerale je, da jo sodobni nasprotniki kapitalizma radi navajajo kot primer družbe, ki ima relativno visok standard, to mislim, enega najvišjih standardov v Indiji z relativno nizko gospodarsko rastjo. Ampak moram priznati, da moje ekonomsko znanje je res tako šibko, da vam ne bi znal zdaj pojasniti, zakaj je to tako, oziroma ali je res tako. Zanimivo. Aleš, čas me je že malo preganja, tako da Kitajsko bova spustila. Me veseli. Ne zato, ker bi imel kaj proti Kitajski, ampak to je ena tistih luknj, ki jo je bilo treba zabetonirati. Predlagam, da se pomakneva na zahod, natančneje v Evropo, in sicer deloma sva nekaj besed o tem že rekla, in sicer o tem izjemnem evropskem vzponu, ne, pa o njegovih takih in drugačnih posledicah, kar predstavlja neko zelo, v bistvu res zanimivo zgodovinsko posebnost, ne, da neka celina, ki je geografsko gledano majhna, v bistvu nek precej nepomemben podaljšek Azije, bi lahko rekli, in ki tudi večino človeške zgodovine ni bila ravno v središču, ne. Od 16. stoletja danes prevzame tako pomembno vodilno vlogo na vsem svetu, ki lahko bi rekli, traja še danes, če seveda upoštevamo, da lahko verjetno tudi Združene države Amerike na nek način razumemo kot podaljšek Evrope. Kako si to razlagaš? Kje vidiš vzroke za to? Ja, to je eno tistih zelo težkih vprašanj, na katero je težko odgovoriti. Seveda zdaj imamo pa v Evropi že prej primere, ko neki zgodovinski palčki dokaj nepričakovano ustvarijo imperije, negotovo je Makedonija tak primer, ki ga je tudi zelo težko pojasniti, potem pa končno vsaj grški zgodovinarji so seveda spraševali, kako je mogoče, da je neka pastirska naselbina, dokaj nepomembna sploh z njihovega vidika ob Tiberi, ne posebej kulturno razvita, lahko ustvarila ravno tako svetovni imperij. Nikoli po mojem ni enega samega odgovora, gotovo veliko vlogo igra tudi kombinacija naključij. Tu je, ampak kljub temu bi poleg tehnološkega razvoja izpostavil tisto, kar izpostavlja zlasti Tom Holland v svoji knjigi Prevlada. Kljub temu se mi zdi, da ima ta evropski vzpon tudi svoje močne idejne temelje in sicer vendarle ne smemo najbrž podcenjevati te osnovne zamisli v krščanstvu, da je treba vsem ljudem na svetu oznaniti krščansko veselo oznanilo. Seveda je to za nas, ki živimo v precej sekulariziranih časih, zelo težko predstavljivo. Mi zelo hitro, recimo tudi Konstantinovo odločitev za krščanstvo razumemo predvsem kot odločitev prekanjenega politika, pripisujemo tudi evropski širitvi, predvsem gospodarske
tehnološke razloge, ampak mislim, da je v tem času, ko se začenja evropski vzpon, še treba upoštevati tudi to idejno podstat. Seveda dober primer tega je na mikroravni gorečnost apostola Pavla, ki je bil prepričan, da mora čas, ki mu je še ostal, izkoristiti za to, da čim več ljudi reši. Ali recimo ravno iz časa začetka evropskega vzpona poznamo primer svetega Frančiška Ksaverija, ki je dan in noč krščeval ljudi, da bi jih čim več rešil. Druga stvar, ki pa tudi ni bila seveda samoumevna in morda marsikateri kulturi manjkala, je pa tudi svetopisemska predstava o tem, da je vsak človek ustvarjen po Božji podobi. In gotovo seveda zdaj Evropejci niso večino časa svoje zgodovine gledali na neevropejce kot na popolnoma enakovredne, ampak vsekakor je bila evropska kultura v času evropskega vzpona kultura, ki si je znala predstavljati neko univerzalnost človeštva oziroma se pravi, da nekako ljudje tvorijo eno skupnost, kar ni bilo nikakor ne samoumevno. Ja, to je zelo zanimiva poanta. Mislim, da bi bilo zelo zanimivo tudi primerjati ravno s Kitajsko, ne? Ja, ko se pojavlja pogosto to zanimivo vprašanje, ne, zakaj niso Kitajci prispeli v Evropo, ne, ampak obratno, ne, in očitno je tukaj res, bi se kar strinjal, bila zelo pomembna oziroma celo odločilen dejavnik ta univerzalna težnja versus neka samozadostnost, ne, ki so jo očitno poznali oni. Poleg tega pa je mogoče ravno zaradi evropske majhnosti seveda bila potreba po širjenju vendarle večja. Gotovo, tudi to bi se strinjal, da je bil pomemben dejavnik. Za konec bi se dotaknila mogoče še ene tematike, ki mogoče ni tako neposredno povezana s samo vsebino tvoje knjige, ampak vendarle lahko bi rekli, da je kot neka podstat, brez katere vendarle ne bi bilo tudi nič drugega. In sicer bi te vprašal, glede na to, ne, da si se tudi v javnosti sam večkrat opredelil za katoličana oziroma pripadnika katoliške cerkve, kako gledaš na ta odnos med zgodovinopisjem in vero oziroma versko pripadnostjo? Obstaja nek poseben katoliški način pisanja zgodovine oziroma z drugimi besedami lahko to ločujemo ali ne? Kako bi sam odgovoril na to dilemo? Jaz mislim, da načeloma bi obstaja nekaj takega kot katoliški pristop k pisanju zgodovine, vendar bi obenem rekel tudi, da je spet za ljudi z mojimi izkušnjami to zelo težavno. Kot zgled, da kaj takega gotovo obstaja, bi navedel pomembnega nemškega protestantskega cerkvenega zgodovinarja Krištofa Markšisa, ki je še zdaj eden vodilnih strokovnjakov za zgodovino zgodnjega krščanstva. In moram reči, da sem bil zelo presenečen, celo jaz, torej, ki se sicer, kot si povedal, štejem za katoličana, da je svojo knjigo, ki je postala referenčno delo o zgodovini zgodnjega krščanstva, je zaključil s spraševanjem, v čem je posebnost krščanskega zgodovinopisja, in je tam kritiziral mnenje Teodorja Mommsena, ki je cerkvenim zgodovinarjem očital, da ne morejo nikoli odmisliti svetega duha, ko pišejo zgodovino. Markšis je pa v bistvu odgovoril na to z ugovorom,
da cerkveni zgodovinar seveda absolutno mora upoštevati tudi možnost, da v zgodovini deluje Sveti Duh. Se pravi, to bi nakazovalo, da vsekakor obstaja možnost pisanja zgodovine, vendar tak način pisanja zgodovine, vendar kot rečeno je moja generacija z mojimi izkušnjami imela neko popolnoma drugačno preokupacijo, ker se mi zdi, da vsaj ko jaz pišem ali pa govorim o zgodovini, imam še vedno neko potrebo po tem, da bi me nekrščanska javnost jemala resno. To je najbrž posledica tega, da je v Sloveniji bilo ločevanje verskega življenja od javnega življenja v času komunizma izpeljano do popolnosti. Tako da se je bil tudi jezik skoraj popolnoma očiščen kakršnihkoli krščanskih referenc. Mislim, da nam je to malo ostalo, ne, da mi pravzaprav hočemo pokazati, da čeprav smo kristjani, katoličani, vendarle ne pišemo pravljic. In to je problem, ampak jaz obenem pa, ko opazujem mlajšo generacijo, ki pa nima več te izkušnje, tudi ne čuti seveda več te potrebe nujne po samopotrjevanju na tak način, da bo pa v tej generaciji se bodo pojavili tudi zgodovinarji, ki bodo to premagali. Ja, zanimivo, omenil si komunistično izkušnjo, gotovo bi se strinjal, to je pustilo globok pečat, ampak vendarle mar ni mogoče na delu še nekaj drugega, ne? In sicer to, kar sva še tudi midva se večkrat o tem pogovarjala, in sicer zanimiv fenomen, ne, ki obstaja v katoliški cerkvi, morda še veliko bolj izrazit v državah, ki niso izkusile komunizma, ne, se pravi v teh starih katoliških državah na zahodu, ne, kot je zahodna Nemčija, Belgija in tako dalje. Ne. In sicer fenomen nekakšne prostovoljne samoodpovedi, ne, te lastne samobitnosti na račun vrednot sodobne sekularizirane družbe, ne, torej v bistvu lahko bi govorili o neki samosekularizaciji. Morda tudi tukaj vidiš nek vpliv ali ne? Ja, no, pogovarjala sva se tudi o vsebini moje knjige in ugotovila nekatere prvine samosekularizacije v njej. Nekoliko se razhajava pri nekaterih predstavitvah, zlasti odrešenske zgodovine, no, to je treba priznati. No, in bom zdaj pojasnil, zakaj je tako, ne, zdaj, jaz moram povedati, da ti deli, ki govorijo o zgodnji zgodovini krščanstva, so bili namenjeni za predavanja mojim študentkam in študentom pri predmetu izbrana poglavja iz cerkvene zgodovine. In tu sem seveda si želel, da bi jim približal vsebine zgodnjega krščanstva na način, da bi sploh lahko se o tem pogovarjali. Ker moja izkušnja je, da drugače kot v času, ko sem začenjal svoje pedagoško delo, to je tam okoli leta 2001 v Želimljah, ampak tudi kasneje, ko sem začel na državni gimnaziji, si še lahko prišel v razred in pričakoval, da bodo učenke in učenci poznali osnovne krščanske pojme, recimo kaj so to binkošti, kaj je to velikonočni ponedeljek, kaj je to krst, kaj je to Sveta Trojica, kdo je Jezusova mati. Danes pa tega absolutno ne moreš več pričakovati kot nekaj samoumevnega. In se velikokrat zgodi, da je recimo Devica Marija v zavesti
dijaka ali študenta ali učenca na popolnoma enaki ravni kot kak Gilgameš iz mezopotamske mitologije. Se pravi, oba sta tu nekje, nekaj se svetlika, ampak povezave pa ni, prave povezave pa ni. Ne? In zato skuša biti ti deli napisani čim bolj razumljivo za takega bralca. Res pa, da potem včasih nastane vtisko, da je to pisal kak sovjetski zgodovinar iz 70-ih let ali pa kak marksistični. Mislim, da tako hudo pa ni. Kak marksistični britanski zgodovinar iz 50-ih let 20. stoletja. Tako da, to je, kar se tega tiče. Ja, je pa ta trend samosekularizacije v zahodnji Evropi res zanimiv in zame je temeljno vprašanje seveda, koliko k temu prispevajo zelo spremenjene življenjske okoliščine, zlasti v zadnjih 70 letih, v povezavi z dvigom standarda. Druga stvar je pa seveda, zakaj taka potreba, da se odrekamo svojim lastnim izročilom, ki so recimo še pred 60 leti bila popolnoma samoumevno razumljena kot nekaj pozitivnega. Ampak mogoče bi celo na tej točki videl razloge tudi v razvoju samega krščanstva, namreč mislim, da je neko razpoko v krščanskem svetu ustvarila izkušnja verskih vojn 16. in 17. stoletja in se od takrat naprej ta razpoka ni čisto zacelila, ker je nastal pomemben tok, ki je zelo kritično nastrojen proti vlogi organiziranega verskega življenja, kar je zlasti na evropski celini še pospešila francoska revolucija. Druga stvar, ki pa mogoče izvira že iz predkrščanskih temeljev oziroma iz stare zaveze, pa je vendarle ta okoliščina, da je izkušnja judovskega ljudstva izkušnja zgodovinskih luzerjev. In ti luzerji, kar je sicer po svoje zelo spodbudno, zaradi tega, ker nam ravno zgodba stare zaveze in vpliva Svetega pisma dokazuje, da ne pišejo zgodovine vedno zmagovalci, kot se kar naprej ponavlja, ker dejansko, če bi veljali samo kriteriji moči, bogastva, imperijev, potem mi danes o kralju Davidu ne bi smeli ničesar vedeti. Je pa nastala situacija, da so bili veliki kralji pozabljeni, kralj David s svojim majhnim kraljestvom je bil pa vzor evropskih vladarjev v srednjem in zgodnjem novem veku. Ampak vseeno, ta izkušnja zgodovinskih luzerjev, ki so vedno podrejeni nekim imperijem, pa večinoma jim na političnem področju ne uspeva, je po eni strani povzročila seveda močno željo po preživetju oziroma močan občutek izvoljenosti, po drugi strani pa tudi to, da so se kar naprej spraševali o lastni krivdi za stanje, v katerem so. In to je recimo bistvena razlika kot pri nekih Rimljanih, ki so vedno izpostavljali, kako so jim pravzaprav bogovi naklonili imperij in oblast nad Sredozemljem in tako dalje. Tu pa imamo to, ljudstvo je delalo, kar je hudo v Gospodovih očeh in zaradi tega je tepeno. In se mi zdi, da se je tudi to preneslo v DNK krščanstva in seveda obstajajo neke zgodovinske okoliščine, ko to bolj pride na plan in mislim, da smo zdaj v tem obdobju. Seveda pa bo to postalo sčasoma vedno večja težava, zaradi tega, ker
ti vendarle ne moreš graditi neke samozavesti, ki pa je nujna, da se uveljavljaš v svetu, če ne priznavaš pozitivne narave temeljem, na katerih stojiš, oziroma ko gre za krščanstvo, imamo zdaj celo to težavo, da bo malo katerega zahodnoevropskega politika toliko vhlačan, da bo sploh izrekel besedo krščanstvo v zvezi z temelji, na katerih Evropa stoji. In potem se pa tudi ni čuditi, da se zdi, da vloga Evrope v svetu močno peša. Mislim, da to vprašanje krivde, ki si jo omenil, res temeljno, ne, ker težko si je predstavljati številne fenomene sodobne kulture, ne, brez tega občutka krivde, manj vrednosti oziroma pač ja, lastne zgodovinske krivde, ne, ki pa je seveda, mislim, o tem sem prepričan nekakšen preostanek, ne, se pravi, večino ostalega smo nekako zgubili, ne, ampak to pa je očitno na neki globoki kulturni ravni vendarle ostalo prisotno. Ne. Tako, Aleš, mislim, da bi midva lahko še dolgo nadaljevala, ampak nas bodo že malo jezno gledali, tako da jaz predlagam, da predava besedo publiki. Za kakšno vprašanje? Ker ste rekel, da treba izhajati življenja, ne, tudi jaz pri zgodovini. Sicer nisem zgodovinar, sem bolj literat, ampak mi hotel vprašati, ker če gledamo recimo v zadnjih vse recimo avtorje, ne, od Dostojevskega in tako dalje, vidimo, da njihovi heroji so vsi negativni, ne, v glavnem in iz življenja tako gre mimo njih, ne, so tujeni, gre ne, to, v teh klasičnih knjigah, ne, recimo pri literaturi. In zato tudi zgodovino se mi zdi, da gre mimo njih, taka zgodovina, torej neka senca, ki se vleče iz zgodovine že dolgo časa, mislim, odkot to, ne, odkot ta senca v zgodovini, recimo, če je res to. Ne vem, če moje vprašanje je malo splošno, ampak... Zelo zanimivo vprašanje, res pa, da bi moral kar malo razmisliti. Rad bi vam ugovarjal, ne, da niso ti tipi junakov Dostojevskega edina možnost v evropski književnosti zadnjih 200 let. Končno imam tudi dobrega prijatelja, ki je recimo kljub vsemu navdušen ravno nad temi prikazi Dostojevskega in vidi v njih neko svetlobo. Ne, zdaj, če vzamemo pač Razkolnikova, potem se njegova zgodba na neki način vendarle razplete pozitivno. Jaz bi rekel... Kafka, recimo, ne Kafka. Ja. Ja, to je, dobro, Kafka je seveda, da pri Kafki bi se dalo po eni strani najbolj iskati psihološke razloge za njegovo pisanje v odnosu z njegovim očetom, kolikor jaz vem, nekje, kot jaz zadevo poznam, si je Kafka zelo želel, da bi doživel priznanje svojega očeta, trgovca, ki se mu je zdelo, da to, kar sin počne, je neka bedarija, ne, in to bi si kar znal predstavljati, da zna biti to velik problem. No, mnogi so tudi pač opozarjali pri Kafki na to, da je on sicer bil Jud, pa je potem to vero izgubil, ampak je vseeno ostal Jud na neki globlji ravni in ga je to težilo. Je pa veliko te odtujenosti pa občutka, da nikamor ne spada, bi jaz vseeno umestil tudi v tisto, čemu včasih šaljivo pravim, civilizacija polne riti, ne, da
marsikdaj, pa ne pravim, da je to pri Kafki, kaj šele pri Dostojevskem, izvira ta občutek praznine tudi iz tega, da enostavno je vsega preveč in da človek več ne ve, kaj bi si še umislil. Seveda pa mislim, da en sam odgovor na vaše vprašanje, ki je zelo dobro in bom res tudi po poti domov razmišljal, kako je s temi junaki v književnosti, ker zdaj mi res prihajajo na sami taki, ki imajo malo sence. Ne. No, pa res pa je tudi, da malo kdo od nas si pa tudi želi tak roman, kjer bi bile čisto pravlične razmere, ne, mora biti malo sence, da se zadeva bolje bere. Zelo zanimivo vprašanje, no, v glavnem. Moje bo bistveno manj zanimivo, verjetno, ampak že ker imamo privilegij, da te imamo tu v Novi Gorici oziroma na Kostanjevci, nekaj o papežu in o aktualnosti. Ti si imel vedno zelo jasne besede, da nisi bil med navdušenci za papeža Frančiška. Sedaj Leon XIV je že nekaj časa minilo, kaj bi o njem povedal in misliš, da bo on zadnji papež tako imenovanega Zahoda? To je bila zdaj. Sem se že nagnil nazaj, ko si spraševala, zdaj na koncu pa je prišla bomba. Ja, najprej bi rekel, da jaz upam, da to ne bo zadnji papež tako imenovanega Zahoda. Ne skrivam, da zidam van zelo velike upe. Ti upi izhajajo že z 8. maja lanskega leta, ko je bil izvoljen. In moram priznati, da je bil to prvi konklave od 3, ki sem jih doživel, ko sem bil res na trnih. Odkrito povedano sem se najbolj bal, da se bo pojavil na balkonu nekdo, oziroma da bodo povedali, da si je papež izbral ime Frančišek II. Tako da me je Leon takoj navdušil že s tem, ko si ni izbral imena Frančišek II. Ko sem videl, kako je oblečen, sem bil pa sploh vzhičen. Mislim, da se je do zdaj pokazalo nekaj stvari in sicer ena stvar, ki mi daje precej optimizma, je ta relativno hitra izvolitev. Šlo je za človeka, ki ga praktično nismo poznali. Jaz priznam, da ko sem komentiral njegovo izvolitev na Exodusu, če bi takrat me videli gledalci, se mi je velik vprašaj naslikal nad glavo. Res je sicer, da me je ravno Matic opozoril, da je zadnje čase pred konklavom to eden vodilnih favoritov, ne, da se je začel omenjati neki prevoz, drugače jaz pa ne vedel, kdo je to. Ampak očitno so kardinali v tistem času med smrtjo papeža Frančiška in konklavom v njem prepoznali neke posebne kvalitete. Tretja stvar, ki me pa opogumlja, pa je tisto, kar so zdaj Nemci poimenovali pri njem Entschleunigung. To se pravi, to bi pomenilo pospeševanje oziroma način delovanja, ko ni treba vsega narediti takoj, ampak si lahko človek vzame tudi čas. Jaz mislim, da to v našem času izredno manjka in dejansko njegovo delovanje trenutno poteka tako, da predvsem posluša, se z ljudmi srečuje, se pogovarja in se bo potem na podlagi tega odločal. Ker pri papežu Frančišku ob vsej njegovi simpatičnosti in ne tajim, da je bilo tudi veliko trenutkov, ko me je očaral, ko so mi stopile solze v oči ob kaki njegovi sploh razlagi Svetega pisma ali pa ob kakem njegovem koraku, recimo posebej ob obisku v Iraku leta 2021. Ampak tam je moralo biti vse takoj,
in vedno je papež Frančišek težil, da bi bil na tekočem z najnovejšimi trendi v belem svetu. Leon 14. se ne mudi in to se mi zdi v tem položaju, v katerem je svet in je cerkev, zelo pozitivno. In jaz gojim celo še večje upanje, mislim, da lahko odigra pozitivno vlogo tudi na svetovni politični sceni, da je nekaj korakov v to smeri že naredil in da lahko prispeva k umiritvi napetosti, kot je to naredil sveti Janez 23 in kot je to v marsikaterem pogledu naredil tudi sveti Janez Pavel II. No, upam pa, da ne bom čez 7 let tu sedel pa razlagal, kako mi gre na živce, pa pojasnjeval, kar zgodovinarji vedno dobro znamo, zakaj sem se pred 7 leti motil in kako tak je bilo logično, da sem se motil. Jaz bi ostal pri zgodovini in pa tem trenutku, v katerem zdaj živimo. Se pravi, zgodovina, koliko smo se mi učili, v glavnem so bile vojne, osvajanja in v vseh tem obdobju so trpeli mali ljudje. Generali so ponavadi umirali v posteljah, vojaki pa na bojišči. Prva svetovna vojna, ljudje so bili v strahu, potem nikoli več vojne, pa se je zgodilo za 20 let spet nova vojna, spet so bili ljudje v strahu. Mene ne zanima, mislim, da tudi v tem trenutku živimo v enem velikem strahu. Kaj bo? Vojna v Ukrajini se ne konča, trpijo mladi ljudje, te bombe padajo na stanovanja, jaz tega pač ne razumem. Zdaj poslušamo te dneve, Trump, Amerika bi rada osvojila Grenlandijo. Če se zapletijo še Kitajci, pa eni, pa drugi, kaj bo iz tega nastalo? Trpeli bomo mali ljudje. Kako mislite, da se bo to reševalo, a bojo to dogodki, ki bo šli spet v zgodovino, v katerih bojo profesori spraševali dijake, učence in študente? Ja, to mislim, da v vsakem primeru, ja, ne glede na to, kako se bo razpletlo. Jaz moram reči, da sem tudi nad sabo deloma razočaran, ker kot zgodovinar sem tudi sam nekako verjel temu prepričanju, da gre naša zgodovinska pot samo naprej in na boljše. Mogoče sem tudi v knjigi sicer omenil, pa mogoče nisem dovolj poudaril, dejansko vsaj zase osebno lahko rečem, da sem bil tam po letu 1990 popolnoma prepričan v to tezo, da je zdaj zgodovine konec, da je ta model recimo temu tržnega gospodarstva in liberalne demokracije tisti, ki je odrešilen, ki je najboljši za ves svet. Tukaj bi mogoče se spomnil najine debate, ko se še nisva tako dobro poznala in sva imela žolčno debato o tem, kje bi bilo bolje živeti v Belgiji ali v Rusiji, in sem jaz seveda ognjevito zagovarjal takrat leta 2014, da bi še vedno se odločil za to, da živim v Belgiji, ki pa nisem bil tako prepričan. Danes pa bi tudi jaz se moram priznati, da nam je ta vojna marsikomu tudi nekoliko spremenila. Ja, da bi seveda v Rusiji gotovo ne, ampak tudi za Belgijo bi zdaj veliko bolj premislil kot takrat. Ampak ja, potem se je pa seveda izkazalo v zadnjih 5-6 letih, da nekatere zgodovinske stalnice, ki so ves čas nas spremljali, so se enostavno spet pojavile.
ne samo vojna, ampak tudi epidemija. In to je bilo vse nekaj, za kar smo bili mi, tudi jaz kot zgodovinar, sem bil prepričan, da je to nekaj, kar se Evropi ne more več zgoditi, ne eno, ne drugo. Ampak smo se motili in te zgodovinske stalnice pač ostajajo. Bi pa se mogoče vendarle navezal tudi tisto, kar ste vi povedali. Se mi zdi, da vsaj zame kot zgodovinar ravno preskok na to raven, ki ste jo vi izpostavili, na raven preprostega človeka ali malega človeka, kot ste rekli, pa tudi jaz rad uporabljam ta izraz mali človek, je za zgodovinarja včasih tudi zelo težka. Ker še vedno se velikokrat zgodi, da beremo o neki bitki, kaj zvem, pri Poltavi leta 1709 in se še vedno navdušujemo nad posameznimi taktičnimi manevri, pa gledamo na tiste številke, koliko je bilo padlih, kdo je bil poveljnik, kdo je zmagal. Velikokrat pa res pozabimo na ta vidik tistih ljudi, ki so umrli, ne da bi imeli kaj od te bitke. In ja, najbrž je tudi koristno, če se zgodovina bolj spušča na to raven in poskuša predočiti predvsem ta človeški vidik. Ampak vseeno pa se zastavlja tudi vprašanje, zakaj sploh vojna in kaj je tisto, kar jo poganja. Tu pa spet je starozavezni odgovor relativno realističen in pesimističen hkrati, ker vendarle očitno je ta izkušnja tako globoka, da čisto na začetku svetopisemske pripovedi že imamo bratomor. In to zdaj seveda bo malo kdo danes trdil, da je Kain res ubil Abela, ampak izkušnja, ki je za to zgodbo, je pa izjemno globoka in povedna. Ampak ko sem sam iskal nek odgovor na to vprašanje in kakšen je zdaj točno tudi božji odnos do vojne, sem pa našel kljub temu neki odgovor, ki bi verjetno preprečil vse vojne, če bi to upoštevali, ampak je tudi zame seveda to naročilo zelo težko. Namreč na nekem mestu Jezus pravi, če kdo reče svojemu bratu tepec, si zasluži, da pride pred veliki zbor, in če mu reče norec, si zasluži, da pride v peklenski ogenj. Verjetno pa, vsaj zase lahko rečem, da sem ničkolikokrat svojemu bratu rekel norec, tepec itak. In če bi se tega držal, pa če bi se vsi tega držali, potem mislim, da res ne bi bilo nobene vojne. Se pravi, recept obstaja, ampak je zelo težko uresničljiv. Vem pa celo, da je to nekoč skrbelo mojega krščenca in sva potem šla skupaj gledati originale in sva ugotovila, da je ta prevod tepec pa norec približen, da so to vseeno v izvirniku malo hujše besede in da mogoče še nisva za peklenski ogenj. Ja, jaz bi nekaj na račun Kitajske recimo, se sprašujem, čisto znanstveno, tehnološko in konec koncev tudi ekonomsko. A bi se Kitajska, če bi se in kako bi se razvila, če ne bi bila pod vplivom zgodovinskim Evrope oziroma zahodnega sveta? Zanimivo vprašanje. Samo zdaj, se pravi, kot sem rekel, ravno kitajsko poglavje, verjetno najbolj luknjasto v moji knjigi, ampak vsaj kolikor jaz razumem, je bil pa ravno v tem delu sveta evropski vpliv najmanjši,
in je do njega pravzaprav prišlo najbolj takrat, ko je Kitajska že notranje opešala. Se pravi, da na neki način je ta bližnji stik z Evropo omogočilo šele opešanje Kitajske. Ker tukaj recimo imamo zelo bogato korespondenco ali pa zelo zanimiva pisma, ki jih je pošiljal z Kitajske jezuit slovenskega ozemlja Augustin Ferdinand Hallerstein, in on je tam deloval v 18. stoletju, ko je bila Kitajska še relativno močna. In iz tistih pisem veje globoka frustracija, ker je Hallerstein zidal zelo velike upe v to, kako bo prispeval k pokristjanjenju Kitajskega imperija, potem je pa po 25-30 letih delovanja ugotovil, da so sadovi njegovega dela zelo pičli in da v resnici na Kitajskem ni mogoče računati na preboj, in je že samo to, da lahko jezuiti vsaj v Pekingu delujejo največ, kar bodo kadarkoli dosegli. Ob tem se tudi spomnim slikovitih besed svojega profesorja z teološke fakultete Draga Ocvirka, ki je rekel: Kitajci niso mogli nikoli sprejeti nekega XY iz zakotja rimskega cesarstva kot odrešenika, in vse to seveda nakazuje, da v resnici, dokler je bila Kitajska notranje močna, evropski vpliv ni mogel biti zelo izrazit. Potem seveda, ko pa je že so notranji razlogi privedli do njenega opešanja, pa se je pa res povečal. Tako da mislim, da dvomim, da bi bil razvoj bistveno drugačen. Ker ravno tu tega vpliva se po mojem res ni mogoče šteti za odločilnega. Mogoče bi vendarle, če lahko dodam še samo svoj drobec, bilo smiselno malo razlikovati med kitajsko elito in kitajskim malim človekom, če lahko temu tako rečemo, ne? Ker po drugi strani zgodovinsko vendarle vemo, ne, da prisotnost krščanstva na Kitajskem je bila v bistvu precej zgodna, ne? Nestorijansko oziroma posamezni nestorijanci se pojavijo že, mislim, da v 7.-8. stoletju, so bili pa potem dalje tako, ne, ampak težava je bila v veliki meri v tem, ne, da se pravi politična elita je bila temu vedno izrazito nasprotna in so bili ti poskusi tudi zelo zatrti, ne. Podobno, mislim, oziroma še bolj izrazito je to bilo na Japonskem, ne, ker takrat po prihodu v 16. stoletju doživi krščanstvo resničen boom, ne, bi lahko rekli, ampak se potem ravno tako politična elita odloči, da je to nekako nevarno ali ne japonsko ali kakorkoli že, in so potem krvavo zatrti, ne, o čemer govori tudi znani film Tišina. Ne. No, čeprav seveda to je res, ne, da imamo več faz močne krščanske navzočnosti, ampak vseeno nobeden od teh poskusov ni dal zelo trajnih sadov, ne. Tako da to vseeno se mi zdi, da nekaj pove. Poleg tega pa recimo ne bi mogli reči, da je potem evropski vpliv že prej slabil Kitajsko. Ne. Tako, bomo zaključili na tem delu. Hvala Alešu in Maticu za ta zgodovinski sprehod.